parlament je spremenil 143. člen ustave in pravzaprav se je proces postopnega uvajanja zakonodaje in pokrajin začel. Vemo, kako se je zadeva zaključila. Potrebno je prenesti finančna sredstva in naloge. Opozicija pravi, da to ni jasno. Se mnenja in celotna koalicija, da se prenaša 1.300.000 evrov in s temi finančnimi sredstvi tudi vse naloge, ki zajamajo ta obseg finančnih sredstev in tudi kader. Se pravi, ta vlada je pripravila rešitev, zakonodajo in mi ne vidimo nobenega problema, oziroma nismo videli nobenega problema, da ne bi se zakonodaja bila v Državnem zboru tudi sprejela. Danes se marsikdo sprašuje, zakaj referendum. Ravno zaradi tega je referendum, ker je opozicija nasprotovala zakonom. In preostala je še edina možnost, da poprašamo ljudi, naj oni povedo, ali so za pokrajine na tistem območju, kjer živijo, ali ne. In s tem namenom je koalicija se odločila za referendum. Me pa sedaj moram povedati, preseneča opozicija, ko govori, da je za decentralizacijo. Pravijo tudi, da ljudje naj grejo na referendum, za pokrajine pa niso. Nekako me spominjajo na tisto mlado dekle, ki bi rada, se veste kaj, pa ostala nedolžna. In pri tako resnih zadevah, glede prihodnosti Slovenije, glede na to, da je nujno potrebno te razvojne razlike odpraviti, se mi zdi strani opozicije pristop k temu projektu dokaj neresen.